Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani gostje, generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, dr. Mitja Blaganje, poslanka gospa Alma Intihar, župan gospod Ciril Globočnik, ravnateljica gospa Emilija Kavčič ter seveda učenke in učenci, učiteljice in učitelji ter ostali navzoči. Lepo pozdravljeni na slovesnosti o otvoritvi telovadnice na podružnični šoli Begunje. Zelo veseli smo, da ste danes z nami. Na oder vabimo gospo ravnateljico Emilijo Kavčič. Spoštovani gospod generalni sekretar, dr. Mitja Blaganje, spoštovana gospa poslanka Alma Intihar, spoštovani gospod župan Ciril Globočnik, vsi vabljeni, drage učiteljice in učitelji, drage učenke in učenci. Danes je za našo podružnično šolo poseben dan. Po lanski prenovi športnega igrišča se sedaj veselimo obnovljene telovadnice. Begunjska šola je v letošnjem letu slavi tudi 50-letnico in prav je, da smo jo za rojstni dan nekoliko polepšali. Verjamem, da smo obnovili prostor, ki bo še dolga leta služil gibanju, sodelovanju, veselju in vztrajnosti. Telovadnica je prostor, kjer se učimo spoštovanja pravil, sodelovanja, spoznavamo drugega in sebe, kjer se učimo, da je treba včasih tudi pasti, vstati in poskusiti znova. V času večmesečne prenove so se učiteljice in učitelji trudili z drugačnimi oblikami pouka. Velik del pouka, športa in dejavnosti v razširjenem programu so učenci preživeli na prostem. Hvala vsem za potrpežljivost in inovativnost. Posebna hvala gre moji kolegici, vodi podružnice Jani Ulčar, za koordinacijo in organizacijo. Hvala vsem izvajalcem in nadzornim delavcem, ki ste sodelovali pri obnovi. Vsako delo, ki je bilo opravljeno, je doprineslo k boljšemu šolskemu vsakdanu. Zahvala tudi občini Radovljica, ki prepoznava pomen podružnične šole in vlaga v tukajšnje okolje. Takšne odločitve niso samoumevne in jih znamo ceniti. Otroci v prostorih šole preživijo velik del dneva. Popoldne pa sta tako telovadnica kot igrišče namenjena rekreaciji krajanov. Zato je prenova za vse dobrodošla. Učitelji pa si želimo, da bi v telovadnici, da bi tu živela zdrava športna tekmovalnost in bi v njej še dolgo odmeval smeh. Kdor se giblje, dolgo živi. Kdor zmore teči, zmore tudi vztrajati. Brez dela ni jela, brez gibanja ni zdravja. Na oder vabimo učence, ki pojejo v pevskem zboru. Zapeli, da bodo 3 pesmi. Stare
mi, da vas prisrčno pozdravim v imenu občine Radovljica in pa svojim imenom. Jaz sem si telovadnico prejšnji teden že ogledal, sem bil že takrat navdušen, no, ampak takrat ni bilo toliko otrok noter, tako da upam, da ste se že v tem tednu dobro počutili in da se boste tudi še v nadaljevanju. Zelo vesel sem, da nam je zdaj v zadnjem času uspelo s pomočjo ministrstva, tako da se vam iskreno zahvaljujem. Smo dobro pripravili razpise, tako zunanji športni objekti pred šolo, kot tudi ta prenova je res veliko vredna za to našo podružnično šolo. Mi smo v bistvu, ta projekt je bil 160 000 evrov, od ministrstva smo prejeli 50 000 evrov in z roko v roki se lahko potem te projekti pripeljejo do konca, izvedejo in jasno, da je za vse šolarje odlično, seveda ne samo za šolarje, tudi tiste, ki so v kraju, kajti veliko je rekreacijske dejavnosti in kot sem seznanjen, so izredno zadovoljni tudi tisti, ki uporabljajo telovadnico v popoldanskih oziroma večernih urah. Jaz želim vodstvu, glede na to, da imate zdaj posodobljeno telovadnico, da boste čim več različnih aktivnosti pravzaprav izvajali, ker vidim, da je tudi čudovita stena za plezanje in pa ostali pripomočki. Zagotavljam pa, da, ker sem bil včeraj z gospodom ministrom Hanom skupaj, da se bomo tudi v tem letu prijavili na razpis, ki bo v začetku februarja. Tako da še enkrat uživajte v prenovljeni telovadnici. Hvala. Saša Vegri, prijatelj. Prijatelj navadno sedi v isti klopi in gleda enake reči kot ti. Prijatelj se nikoli ne zmoti in ne reče besede, ki boli. Prijatelj je tisti, ki čaka, ko vse drugo zbeži. Prijatelj na tebe nikoli ne preizkuša pesti. In končno, pravi prijatelj je vedno tam, kamor si ne upaš sam. Kaj Tankovič, žoga. Včeraj čas kosila je iz našega bloka pobegnila velika pisana žoga. Se no so stekli otroci, so se zapodili očetje z avtomobili in presrečene mame so doma ostale same. Žoga pa je kar tekla, ne črne nevede ni rekla. Čez mesto na glavno cesto in na križišču se je vrtela kot na plesišču in za zabavo še prometnik osedla na glavo. Ta je zažvižgal, a žoga nadloga je brž odskočila, izložbo razbila, trafiko podrla in jo ucvrla med semaforje. Da so šoferji bledi od jeze tiščali zavore, a žoga naprej, cap, 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 kakor pišče naravnost na nogometno igrišče. Na tekmi seveda nastala je zmeda, odkdaj imamo dve žogi, vpraša sodnik strogi. Vsi v ljubko so brž ulovili in je živo uro navili. A žoga je v strahu mencala, bila je le še šeščala, nič hudega nisem storila, nobenega gola zabila. Pustite me, rada bi šla, že čakajo me doma. In že je skočila in se odbila in poletela, če sliše, v velikem bloku in kot helikopter pristala na našem bloku. Otroci so spet priskakljali, očetje so pribrenčali in ko da se nič ni zgodilo, so v miru pojedli kosilo. Telovadnica ni samo navaden prostor. Je prostor, kjer se učimo pravil in poštene igre. Kjer se telo tudi in glava spočije. Kjer se učimo, da ni vedno pomembno zmagati, ampak poskusiti in vztrajati. Na oder vabimo generalnega sekretarja dr. Mitja Blaganje. Spoštovani
župan, gospod Ciril Globočnik, spoštovana gospa poslanka Alma Intihar, spoštovana ravnateljica, gospa Emilija Kavčič, vodja podružnične šole, gospa Jana Ulčar, spoštovani predstavniki krajevne skupnosti Begunje, svetnice in svetniki občinskega sveta, spoštovani občanke in občani, predvsem pa dragi otroci, športniki, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da vas najprej pozdravim v imenu ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana, ki je trenutno na regijski seji vlade v Savinjski regiji, zato se današnjega dogodka ni mogel udeležiti. Namesto njega sem tukaj jaz in iskrena hvala za povabilo in iskrene čestitke ob otvoritvi obnovljene telovadnice v podružnični osnovni šoli Begunje. V čast mi je, da sem danes lahko v Begunjah, kraju, zaznamovanem z bogato zgodovino, dediščino legendarnih Avsenikov in domom nenadkljivih Elanovih smučil. Vesel sem, da bodo vaši otroci dobili boljše pogoje za šport in igro. Prepričan sem, da so tudi oni veseli nove pridobitve. Ko sem bil otrok, je bila telovadba eden mojih najljubših predmetov. Obiskoval sem priljubljeno osnovno šolo v središču Ljubljane in naša telovadnica ni bila tako velika in urejena, kot so sedaj vaša. Vesel sem, da se danes srečamo tako lepem dogodku. Nešteto dokazov namreč že imamo o tem, kako pomemben je šport za zdravje in najpomembnejši je ravno v času odraščanja. Vemo tudi, da se naši otroci gibljajo premalo. Zato so take investicije še toliko bolj pomembne, ker zagotavljajo tisti prvi pogoj za več gibanja otrok v šoli. Telovadnica v šoli pa je tako ali tako ponavadi eden od najpomembnejših prostorov. Ni namreč samo prostor, kjer poteka športna vzgoja, ampak je tudi prostor za prireditve, prostor za sproščen odmor, kjer se sklepajo prijateljstva in prostor, kjer tisto pravo športno ime. Tu se boste otroci učili sodelovanja in spoštovanja in s pomočjo gibanja odraščali v zdrave in solidarne posameznike. A obnovljena telovadnica, kot je povedal že gospod župan, ne bo služila samo šolarjem. Je tudi pomembna pridobitev za Begunje in okolico, ker tudi odrasli potrebujemo gibanje za ohranitev zdravja in prostor za družbo. Zato sem vesel, da sem danes tu, v prostoru, kjer se razvija ekipni duh, pripadnost kraju in veselje do športa. Kajti vlaganje v športno infrastrukturo je v resnici vlaganje v skupnost, v zdravje, v prihodnost in v povezovanje ljudi. Celotna vrednost investicije prenove telovadnice v podružnični šoli Begunje znaša 172.000 evrov. Na ministrstvu smo, kot je bilo že povedano, projekt podprli za 50.000 evrov. V letu 2024 smo z trdno zavezanostjo v gibanju, športu in rekreaciji za vse v občini že podprli obnovo velike telovadnice osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici, ureditev športnega igrišča v Begunjah in sofinanciranje teh dveh investicij znašalo skupno 200.000 evrov. Zavedamo se, da to ni samo gradnja objektov in polaganje parketa, ampak polaganje v zdravje, povezanost in prihodnost skupnosti. Tudi zato smo v tem mandatu za prenovo ali izgradnjo športne infrastrukture preko javnih razpisov vložili 308 vlogam v 156 slovenskih občinah, zato namenili kar 68 milijonov evrov, medtem ko je celotna skupna vrednost projekta znašala več kot 242 milijonov evrov. Vsa ta vlaganja pa imajo en skupni cilj: omogočiti ljudem, zlasti pa mladim, gibanje, druženje in v njih prebuditi veselje do športa in zdravega življenjskega sloga. Skupaj dokazujemo, da lahko s sodelovanjem ustvarjamo pogoje za šport, gibanje in zdravo življenje, kar so vrednote, ki nas povezujejo in krepijo kot drugi. Spoštovani, dragi otroci, današnja prenovljena telovadnica ni samo športni objekt, ampak je prostor, kjer se bodo srečevale generacije, kjer se bodo kalili novi športniki in se bodo rojevala prava prijateljstva. Zato iskrene čestitke občini Radovljica, županu Cirilu Globočniku ter vsem, ki ste svojim delom in predanostjo prispevali k uspešni izvedbi tega projekta. Hvala lepa. Najbolj osvežena telovadnica še dolgo služi kot prostor za gibanje, sprostitev, druženje in zabavo, predvsem pa naj številni padci pomenijo nove vzpone in nove priložnosti v življenju. Hvala.
Udeležili ste se z te slovesne otvoritve telovadnice in s tem pokazali, kako pomemben je šport za otroke in tudi same vadbe, ki jih bodo delali tukaj. Drži, predvsem sem svojo udeležbo danes želel izkazati spoštovanje tako občini, ki vlaga v razvoj športne infrastrukture na območju ne samo občine Radovljica in kraja Radovljica, ampak tudi ostalih zaselkov znotraj občine. Gre za telovadnico, ki predstavlja, po tem, kar sem danes videl, zelo lepo in zelo veliko pridobitev k športni vzgoji otrok in ne nazadnje tudi k rekreaciji in športnemu udejstvovanju ostalih starejših občanov, krajanov in krajank. Namreč na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se zavedamo pomena gibanja, pomena zdravega življenjskega sloga in zato smo se odločili že na začetku tega mandata, da bomo celovito pristopili k obnovi športne infrastrukture pravzaprav po celotni Sloveniji in vesel sem, da je to eden od takih projektov, ki ga danes predajamo svojemu namenu. Je to uspelo v vašem mandatu? V našem mandatu smo podprli 308 projektov v več kot 150 slovenskih občinah. Celotna vrednost investicij je bila 222 milijonov evrov. Tako da mislim, da nam je uspelo, delo seveda še ni končano in bomo s svojimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Hvala. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, ste bil priča tukaj slovesnosti ob otvoritvi telovadnice v lanskem letu prenove dvorišča. Ja, kot sem v nagovoru povedal, sem izredno vesel, da nam je v lanskem letu uspelo pravzaprav rekonstruirati zunanje igrišče. No, letos je pa še to dodana vrednost, ta telovadnica, ta investicija je bila okrog 170 tisoč evrov. 50 tisoč evrov je prispevalo ministrstvo, tako da sem zadovoljen, da z roko v roki delamo se, pravzaprav prijavimo na razpise in smo uspešni. Zato v zadnjem času smo res bili pri tej prenovi telovadnic, naj spomnim še tudi velike telovadnice v Radovljici, zelo uspešni, no, tako da imajo naši otroci zdaj izredno dobre pogoje za vadbo v športu. Državni sekretar je omenil, da se že pripravljate na razpis februarja. Za kakšen razpis gre, pa s katerimi projekti, če se že lahko pove, boste sodelovali na tem razpisu? Predvsem bomo videli, kakšen bo razpis, ker je več nivojev, od 75 do 250 tisoč evrov. Seveda imamo željo, da bi tartanske površine prenovili predvsem v Radovljici, Lesah in pa tudi v Lipnici, tako da bomo videli predvsem iz razpisov in našega proračuna, kje bomo lahko kandidirali, da čim več sredstev lahko pridobimo. V telovadnico ne bodo hodili samo šolski otroci, temveč je velika pridobitev tudi za sam kraj, za vse krajane, ki potrebujejo rekreacijo. To velja za vse naše telovadnice, predvsem prednost imajo športna društva, potem pa tudi seveda rekreativna dejavnost, ampak moram reči, da so vse telovadnice v naši občini polno zasedene, kar me navdušuje, da se čim večje število ljudi ukvarja s športom. Zdrav duh v zdravem telesu. Drži.